Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Ali je bilo združevanje občin v Sloveniji v preteklih letih sploh potrebno? Razlogov je več, domači in mednarodni. Skoraj 3/4 slovenskih občin ni sposobnih uresničevati nalog, ki jih določata ustava in zakonodaja. Takšna situacija je v nasprotju s sodobnimi evropskimi načeli, standardi in trendi. Majhne občine so tudi po stališčih in usmeritvah problematične, zato je stroka pred časom priporočila, da naj Slovenija spodbudi združevanje lokalnih skupnosti, kjer je to potrebno. Mnenje kranjskega župana je jasno. Moje mnenje je, da je to zelo neučinkovito, da se zadeve ne samo podvajajo, ampak se potrojijo, in zato sem predlagal, da vsa 3 združenja združimo v eno in potem pač znotraj tega naredimo sekcije mestnih občin, manjših občin, kjer imamo nekoliko drugačne interese. S tem so se tudi skupnost občine se s tem že strinja, mestne občine, v katerih smo tudi članica, smo to že od samega začetka zagovarjali, zato bomo računam do konca leta vse 3 združili, ker je vsem treba nekaj formalnih postopkov zaključiti in potem lahko delali bolj učinkovito in bomo tudi močnejši sogovornik vladi in ministrstvom, s katerimi imamo pravzaprav največ opravka. Letni znesek članarine v skupnosti občin Slovenije je znašal 8.500 evrov. Je pa treba povedati, da za to članarino, je korektno tudi za skupnosti občin, smo pa dobili tudi cenejša izobraževanja. Tako da to strošek kot tak niti ni bil meni največja ovira, meni osebno največja ovira neučinkovitost 3 združenj. Po drugi strani pa tudi država nima izdelane strategije in modela lokalne in regionalne samouprave, ki jo želi uresničevati. V strategiji bi bilo treba veliko pozornosti nameniti učinkovitosti občin in njihovih organov, še posebej pa so odvisnosti med velikostjo občine, njeno učinkovitostjo in participacijo državljanov v lokalnem javnem življenju. Obenem pa tudi kriterijem za oblikovanje lokalnih in pokrajinskih skupnosti, analizi zdajšnjih pristojnosti občin in njihovemu financiranju, nalogam lokalnih skupnosti po vključitvi Slovenije v Evropsko unijo, upravljanju občinskega premoženja in proračuna, lokalnim javnim službam, javni etiki na lokalni ravni ter razmerjem lokalnih skupnosti do države.